Stavkajoče rudarje rudnika Trbovlje-Hrastnik je dopoldne znova obiskala predsednica vlade Alenka Bratušek. Rudarji so februarsko plačo dobili že včeraj, do zdaj so tako bile izpolnjene vse njihove finančne zahteve. Danes pa so podpisali tudi dogovor o prezaposlitvi presežnih delavcev na Slovenske železnice. S premierko so se pogovarjali tudi o upokojevanju in prodaji premoženja. Minister za finance Uroš Čufer je predsednikom koalicijskih strank in vodjem koalicijskih poslanskih skupin včeraj na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju predstavil posledice morebitne neuveljavitve davka na nepremičnine in tudi uveljavitev davka po enotni davčni stopnji za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine. V primeru uveljavitve davka z enotno davčno stopnjo za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine pa bi po naših informacijah v proračunu zmanjkalo približno 30 milijonov. Ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči podpisal odlok, s katerim je Rusija priznala Krim kot neodvisno državo. Putin je danes o Krimu govoril pred obema domovoma ruskega parlamenta, Duma pa naj bi v petek glasovala o predlogu zakona o priključitvi Krima Ruski federaciji. Več držav je proti Rusiji uvedlo sankcije, Ukrajina pa je mobilizirala 20.000 rezervistov. Ruska vojska namreč na vzhodni ukrajinski meji izvaja vojaške vaje, Ukrajinci pa se bojijo, da bi se te lahko hitro spremenili v invazijo. Zloglasnega vodjo balkanske kokainske mafije Darka Šarića so zjutraj z letalom iz Podgorice prepeljali v Beograd, kjer je že na zaslišanju na posebnem sodišču za organiziran kriminal. Šarića so, kot kaže, v skupni akciji srbske in črnogorske tajne službe prijeli v Južni Ameriki, od koder je tihotapil kokain in ga najprej prepeljali v Črnogoro. Obsežna akcija iskanja Darka Šarića se je začela oktobra 2009, potem ko je urugvajska policija v sodelovanju z ameriško in srbsko tajno službo v akciji Balkanski bojevnik prijela 2 njegova sodelavca in na jahti zasedla 2,8 ton kokaina. V Sloveniji se je stopnja registrirane brezposelnosti januarja že drugi mesec zapored občutno zvišala in sicer za 0,7 odstotne točke na 14,2 odstotka. Število registriranih brezposelnih oseb se je povečalo za 5.800. Na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije je bilo januarja prijavljenih 129.843 oseb, 5.800 več kot v decembru. Od oktobra se je število registriranih brezposelnih povečalo za nekaj več kot 11.100. Cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Medtem ko se je cena dizelskega goriva zaradi višje trošarine zvišala za 1,9 centa na liter, pa se je cena bencina znižala. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je tako pocenil za 1,2 centa za liter, 100-oktanski bencin pa za 1 cent. V zahodnih krajih bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo precej jasno, ponekod bo pihal jugozahodnik. V petek bo v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo delno jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Danes v dnevniku televizije Maribor. Boxmark in Talum razvila ladijsko pohištvo. Študenti iščejo nove možnosti za razvoj gospodarstva. Žlender na sodišču, vendar brez zagovornika. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.